Ampak ta naslov ni bil izbran po naključju in jaz sem poskušal zagovarjati, torej zakaj ni bil izbran po naključju, zakaj je bil izbran, po kakšni logiki je bil izbran. Ne samo, da bom skušal pojasniti to logiko, ampak bom skušal zagovarjati nujnost te logike. Obstaja množica resnih teoretskih argumentov, zakaj je to, kar je v naslovu, danes potrebno, če ni kar nujno. Ok, in imamo 1 uro in pol časa, da to pojasnimo. Zagotovo ne za tak honorar, ki bi se ga nabralo v 12 letih za 636.000 evrov. 100% ne. Tudi če delam 24 ur na dan samo za tak honorar, ga niti približno ne bo za 636.000 evrov v 12 letih. 300 let. V 300 letih, ajde. Ampak seveda, človek je končno bitje, kar pomeni, da več kot toliko ur vsak dan ni mogoče delati, ker se kratko malo izčrpa. Pa treba ta dan še zapraviti. Da o tem sploh ne govorimo. Da o tem... Obstajajo zelo preproste fizikalne omejitve, ki potrjujejo rečeno. V času, v katerem živimo, je zagotovo koristno in smiselno izpostaviti neko dejstvo, ki ni samo psihološko, ampak je tudi družbeno. Je torej psihološko in je družbeno. To dejstvo je sorazmerno preprosto, pove pa, in tem je njegov čar, je njegova lepota, da ima vsak človek neko instanco, ki jo imenujemo jaz. Vsak človek zase lahko reče, da ima jaz. Ni nujno, da ve, kaj to je, in ni nujno, da to sploh kaj je. Naprimer, da je to, ne vem, objekt, tako kot tale knjiga, ni nujno. Pomembno je, in pravim, tem je lepota tega izjavljanja, da vsakdo to lahko reče. Torej, vsakdo upravičeno zase domneva, da ima instanco, ki jo imenuje jaz. In pri tem spet ni pomembno, ali je pravi, ali ni pravi, ali kakšen je. To nas zdaj sploh ne zanima. Nas zanima golo in piše dejstvo, da vsak posameznik to lahko reče. Super. Tebi nekaj minimalnega, nekaj minimalističnega. Vsaj to vsak človek zagotovo lahko reče. In ta zaimek vsakdo zelo pogosto tudi uporablja. Ok. Če je to res in je, potem moramo nujno k temu dodati še nekaj. To je sicer naredil že Sigmund Freud, ampak kljub temu lahko za njim ponovimo. Vsak človek, ki ima jaz, ima zagotovo tudi nadjaz. Zato se tudi tako imenuje, ker je nadjazan. Zelo preprosto. Zopet ni nujno, da ga vsakdo ima. In to nas zdaj ne zanima. A ga imajo čisto vsi psihopati, sociopati in drugi. To nas ta hip ne zanima. To nas lahko zanima kdaj drugič. Zdaj nas zanima čist preprosten logični dispozitiv. Če obstaja jaz,
je mogoče govoriti tudi o instanci, ki je nad njim in se imenuje nadjaz. In Freud je to naredil. In bolj ali manj vsakdo ve, da je nadjaz lahko zelo neprijetna psihična instanca. Lahko je zelo zahtevna psihična instanca, ki, in vsakdo se lahko o tem prepriča, od človeka, od jaza, njegovega jaza, lahko zelo veliko zahteva. Torej, vsakdanja empirična izkušnja je, da nadjaz od mene nekaj terja. Da čutim to, kar terja, kot pritisk. Najbolj elementarno rečeno, način, kako razumemo nadjaz, nam pove, da bi morali v odnosu do njega nekaj storiti. Torej, v odnosu do nadjaza moramo nekaj narediti. Nadjaz ima torej najbolj elementarno obliko, ki je moraš. Nekaj moraš narediti. Da nas vodi. Ja, nas, ja. Kontrolira. Ja, Bog ti nas usmerja. Najprej zahteva. To je pol nadgradnje. Zdaj smo še v pritličju, zdaj smo še na začetku. Ja. Tako je, ja, v kleti nekje čist spodaj tam rinamo po črvi. Nekaj terja, nekaj zahteva. In če pogledamo razvoj otroka, na primer, od malega, to lahko zelo natančno spremljamo. Kako se, na primer, otrok, njegov jaz, ko se razvija, kako se odziva na zahteve nadjaza. Nadjaz ima v resnici dve temeljni obliki, za enkrat bomo govorili samo o eni, o drugi bomo govorili na koncu. Torej, če hočemo ustreči tej instanci, ki nekaj terja od nas, je popolnoma logično, da je za nas koristno in dobro, če vemo, kaj zahteva od nas. Ker drugače zelo težko ustrežemo tej instanci, ali pa sploh ne moremo. Na srečo imamo možgane, znamo razmišljati, zato lahko poskušamo uganiti, naprimer kot otroci, kaj nadjaz terja od nas. Pri čemer je pomembno, da nadjaz praviloma nekdo zastopa, nekdo ga reprezentira, če lahko rečemo, recimo oče in mati. Naprimer, koga tudi kdo drug, ampak gotovo sta to najprej oče in mati. Zastopata ga. V odnosu torej do teh zahtev, nadjazovskih zahtev, smo lahko precej nemočni, če naprimer ne vemo, kaj terja od nas, ali pa tudi, če vemo, kaj nadjaz terja od nas, pa temu vseeno ne znamo ustreči. Naprimer, da terja od nas bodi priden. Kako terja od nas bodi priden, ali pa bodi ubogljiv, ubogaj. To je že zelo lahko, je že zelo zahtevna kognitivna naloga. Kaj pomeni ubogati? Kako se to naredi? Ubogati koga? Ubogati kdaj? Ubogati vselej ali kdaj tudi ne? Kako naj vem? Zadeva ni enostavna. Zlasti, če sem otrok. Ta zahteva ima lahko še bolj abstraktno obliko. Naprimer, bodi normalen. Zopet se vprašamo, kaj to pomeni. Kako sem normalen? Kako se to naredi? Da bom ustregal tej instanci. Ta ima lahko še bolj abstraktno obliko. Naprimer, čeprav se zdi, da mogoče naprej pogledati ni tako, pa je. Naprimer, bodi tak, kot so drugi. Izjemno zahtevna naloga. Tak, kot kateri drugi. Pogledamo krog sebe, vsak je najdrugačen.
kako naj bom kot vsi drugi. To otroci recimo pogosto slišijo. Obnašajo se tako kot vsi drugi. Kot kateri vsi drugi? Kot tisti, ki zaslužijo 636 000 evrov, ali oni, ki zaslužijo, da jim 500. Vsi spadajo v množico drugih. Torej, očitno je, da ni enostavno ustreči zahtevam nadjaza. In zdaj se preselimo v konkretni čas, v katerem živimo. In lahko ugotovimo, in klinična praksa nas potrjuje, pa ne samo klinična praksa, tudi sicer praksa vsakdanjega življenja, da zna biti zahteva nadjaza še bolj neverjetno zapletena, kot so vse te, ki sem jih zdaj naštel. Nadjaz ima namreč tudi lahko tako neverjetno obliko, da je dolgo časa trajalo, da so tudi strokovnjaki pogruntali, da ima tako obliko. Namreč, nadjaz ima lahko tudi obliko uživaj. To je sodobna oblika nadjaza. Uživaj. Tej zahtevi je po eni strani sorazmerno lahko ustreči. Uživaj bi lahko pomenilo, naprimer, če pripadaš eliti, zapravljaj denar, hodi po trgovinah, potuj in tako dalje. Uživaj življenje. Uživaj v njem, ali pa, kot se reče, zagrabi življenje, kakršno se ti ponuja, zagrabi priložnost, poskušaj uspeti, bodi srečen, zadovoljen in tako dalje. Takih imperativov ali pa recikliranih oblik nadjazovskih imperativov danes je okrog vas, kolikor hočete. V resnici se neprestano množijo. Neprestano se tudi spreminjajo. In s tem že pridemo v zelo zanimive, nenavadne vode, zlasti, če niste pripadniki elite. Če ste pripadniki elite, je vsaj do določene mere sorazmerno enostavno ustreči nadjazu. Zakaj? Ker imate dovolj denarja. Če imate dovolj denarja, se zdi, vsaj zdi se, da je mogoče sorazmerno enostavno uživati življenje, kakršno je. Pričemer je tako rekoč hrbtna stran tega nadjazovskega imperativa kupuj. Uživaj življenje je zelo hitro povezano z bodi potrošnik. Privošči si, ne vem, izlet z jadrnico okoli sveta. Ampak najprej morate jadrnico kupiti, oziroma tudi, če ne kupite, se jo morate sposoditi, nekje jo morate najeti, skratka, kupuj. Bodi potrošnik. To so sodobne oblike nadjaza, ki niso samo stvar vsakega posameznika, zlasti tistega, ki sploh lahko takemu nadjazu ustreže, ampak so tudi družbeno relevantne, torej te zahteve prepoznavamo ne samo skozi posameznike in njihove psihične ekonomije, ampak tudi skozi družbeno vedenje ljudi, in ne samo ljudi, ampak celotnega sistema, ki ga imenujemo kapitalizem. Ta kapitalizem današnji kapitalizem terja od ljudi izjemne napore. Izjemne napore, tudi če ste pripadnik elite, zaslužiti, prej smo se pogovarjali o tem, zaslužiti 636 000 evrov zaradi mene tudi v 12 letih ni tako zelo enostavno, kot se mogoče komu zdi. Jaz sem o tem že nekaj napisal in tudi naredil en izračun, zlasti, če ste med tem 8 ur služili. Ni tako enostavno. Jaz nisem rekel, da to ni mogoče, empirično mogoče, se to vsi vemo. Trdim samo, da ni enostavno. In trdim, da je tudi za pripadnike elite sorazmerno, naporno, zahtevno in težko ustreči sodobnim nadjazovskim imperativom. In pri tem še nisem rekel, da človek ustreže nadjazovskim imperativom, koga naredi zadovoljnega in srečnega. Iz tega še ne sledi. Tega, kar sem do zdaj povedal, še ne sledi, da bo človek potem tudi srečen. Tudi če ustreže nadjazu,
koliko mu lahko ustreže, smo že rekli, ne, to je še vprašanje. Ni nujno, da bo zadovoljen, kaj šele, da bo srečen. Zadeva je zapletena. Še slabše je, oziroma še veliko slabše je, če razmišljamo o ljudeh, ki niso pripadniki elit. Kako oni ustreže sodobnim nadjazovskim imperativom, ker isti nadjazovski imperativi se naslavljajo vse ljudi. Uživajte. Kupujte. Bodite potrošniki, privoščite si, zgrabite življenje tako, kot je in tako dalje. Okay? Povejte to delavcem. Mimogrede, zgodba, ki to ponazarja, danes zjutraj me kliče en delavec v gradbeništvu zaposlen in reče, postala je norma, to ne pomeni samo, da sem pa tja, se nekaj takega zgodi, postala je norma, da delamo po 240 ur mesečno. Postala je norma v gradbeništvu, naprimer. Zlasti, ko je sezona, spomladi, poleti, tako naprej, januarja, glih ni, ampak ostali del leta pa je. In ko dobim plačo, ki je skromna, ampak dobim jo pa, in so zadovoljni, da jo imam. Ugotovim, da mi priznavajo samo 176 ur, ali pa 172, ali pa 168 ur mesečno. In ko poskušam dvigniti roko in vprašati svoje nadrejene lastnike firme, kjer delam, kaj pa ostalih, ne, recimo 172 ur sem bil plačen, 240 ur sem delal, kaj pa ostalih 68 ur? A bo to tudi kaj plačano, a ne bo? Ne? Zelo enostavno je biti pripadnik elite in pred televizijskimi kamerami razlagati, kako z lahkoto zaslužite poleg svoje plače še $500,000. Enostavno. Če ste pa gradbeni delavec, pa ni tako enostavno. Vam pa rečejo, ko plašno dvignete roko, če sploh upate dvignete. Večina itak ne upa. Ampak ajde, recimo, da upate in rečete, ok, 172 ur ja, kaj pa ostalih 68, ki sem jih upravil. Imam dokaz za to, lahko moji sodelavci potrdijo. Vam rečejo, bodite srečni, da imate službo. Danes zjutraj. To ni izmišljena zgodba. Ne bom povedal, kdo je to bil, ker pač ta oseba ne želi, ker še ne upa, da jo tukaj izpostavi, ker izgubi službo jutri. Ok, bodite srečni, da sploh imate službo, potem več ne upate več vprašati, ne? A bom dobil kdaj to plačano ali ne, in rečete, a ja, sej res, mogoče sem pa res lahko srečen, da imam službo. Seveda nisi srečen, če si gradbeni delavci in delaš 240 ur na mesec, nisi srečen, to se samo tako reče. Ti si zgolj nekje globoko, morda za trenutek sprijaznjen z usodo, kar je daleč od kakšne sreče, da se razumemo. In ta delavec mi pove še tole, ker delamo seveda ob sobotah in nedeljah in tako naprej, ker drugače ne morate 240 ur nabrati. Lahko se je pred kamero hvalil, da vi to opravite za 636,000 evrov pjevajoči. Med delovnim časom, po delovnim časom, zvečer, po noču, ob nedeljah, sobot in tako naprej. Vprašajte gradbenega delavca, ki dela 240 ur, kaj pomeni delati 5 dni v tednu, kar delamo vsi, tisti, ki imamo službo, plus sobote, nedelje in praznike, ker drugače morate 240 ur nabrati. A veste, kaj vam bo povedal? Kaj takega, kar je povedal meni danes zjutraj. Pravi, potem se pa zbudim, ker danes je ponedeljek. In v tistem pol stanju, ko se prebujam, me v zavesti prešine tole vprašanje, kjer dan je danes. In najprej, tako upajoč, samemu rečem, morebiti je pa sobota. Nekako mi en del zavesti reče, sorry, stari, ni sobota. Ne moreš počivati, ker ni. Potem rečem, ok, a mogoče nedelja. In mi en del zavesti reče, tudi nedelja ni. Na kar mi seveda ta že prebujajoča zavest reče, lej, ponedeljek je in treba bo vstati. In potem ta človek reče samemu sebi, shit, treba bo vstati. Kajti tudi, če bi bila sobota ali pa nedelja,
bi bilo glih tako treba ostati, ker drugače morate nabrati 240 ur. Po enem mesecu takega dela, ne po enem letu, 10, 12 letih, ko se nabere 636 000, po enem mesecu se rečete, a bo tega sploh kdaj konc, ko sem zmatran kot pes. In en del zavesti vam reče, ne bo, še bolj boš zmatran. Istočasno pa ves ta nadjaz, o katerem sem že prej govoril, in tudi njega se nagovarja, da ne uživa v življenju, da ne pogleda na življenje z svetle plati. Življenje ni čista jeba, tako kot pravi una pesem, ampak je lahko tudi srečno, lepo, zadovoljno in tako naprej. Jaz pa to ne dvomim, da je lahko. In gotovo, da kdaj tudi je. In gotovo tudi za koga je. Samo za tega delavca ni. Pa še za 100 000 njegovih sovrstnikov tudi ne. Pa še za kakšnega 500 000 upokojencev, pa še drugih delavcev tudi ne. In kar naenkrat ugotovite, da tisti, ki delijo danes ljudi na 1% srečnih pripadnikov elite in 99% ostalih, niso tako zelo ustrelili mimo. Da je čist mogoče, da imajo prav. Da se ljudje danes res delijo na tak način. In če preberete kakšno stran iz Marksovega Kapitala, ugotovite ne samo, da se ne motijo tisti, ki tako delijo ljudi, ampak ugotovite, da tako nujno mora biti. Zakaj? Zelo preprosto. Zato, ker se kapital po definiciji razvija, širi tako, da ga vselej eni imajo veliko in vsi drugi nič ali pa zelo malo. In to lahko opazujete ne samo en mesec, to lahko opazujete zadnjih nekaj stoletij, odkar imamo kapitalizem. In se lahko z lahkoto prepričate, da če se nekaj toliko stoletij nenehno razvija v isto smer, da se bo po isti logiki, kot se do zdaj, v isto smer razvijalo tudi vnaprej. Razen, če ne bo nekaj ali pa nekdo te sile, ki sili razvoj v isto smer, ustavil. Vsi drugi odgovori so brezvezni in so neumni. Češ, sej mogoče se bo pa kar samo od sebe zgodilo, da bo jutri drugače, ali pa čez 1 leto, ali pa čez 5, ali pa sej kapitalisti v resnici niso zlobni ljudje, kot je kdo rekel, da so. In bodo tudi oni poskrbeli, ker so zelo zainteresirani za blagostanje delavcev, da jim bo šlo enkrat bolje. Vse to so utopije. To so utopične misli, ki se same od sebe zagotovo ne bodo realizirale. Lahko pa bi se, ampak samo, če bo dovolj ljudi nekaj naredilo. Zdaj pa si poglejmo en zapis, ki sem ga dobil par dni nazaj. Neki gospod, Jože Kos Grabar mlajši. Dvomim, da je tukaj, ker je iz Maribora. Okay? Je očitno nekje prebral, da imam danes predavanje z naslovom Kaj bi partizani storili danes. In mi je poslal tale zapis. Fenomenalen zapis. Jaz verjamem, da je to besedilo napisal človek, jaz ne poznam tega gospoda, jaz ne vem, kdo je to. On je avtor tega besedila. Da je to napisal v nekem posebnem stanju in sem mu hvaležen, da mi je ta zapis poslal in bi rad, verjamem, da mi je to dovoljeno, jaz ga ne moram vprašati, ker ga ni zdaj tukaj, verjamem, da mi je to dovoljeno, da ga preberem. Kajti to stanje, ki ga je on opisal v tem kratkem zapisu, ki ima naslov Partizan. Tukaj zraven je slika partizanke. Ta kratek zapis ima naslov Partizan. To je pravzaprav
jedro tega, o čemer želim danes govoriti in sem temu gospodu hvaležen za ta zapis. Preden preberem ta zapis, bi rad omenil še nekaj, kar nikakor ni nepomembno za razumevanje tega, o čemer govorim. Vsi veste, da je v tej deželi sorazmerno, tako se zdi, že nekaj časa, kar nekaj časa, mogoče nekaj let, ali pa kar morda precej let, vtis, kot da določenih besed ne bi smeli več uporabljati. Tak je vtis. Katere so te besede? Ena je komunizem. Tovarištvo. Jugoslavija. Socializem. Bratstvo, NOB, partizani. Rdeča zvezda. Partizani, ja. Ok. Zaprav, vsi veste in z mano delite očitno občutek, da je res nekaj na tem. Nihče tega sicer ni prepovedal, nobenega zakona ni, kjer piše, da teh besed pa zdaj ne smemo več uporabljati, tega ni. Pa vendar se zdi, kot da je nekaj na tem. A ni Dušan Mramor povedal, da ne živimo v komunizmu? Definitivno je to povedal. Je povedal. In zdi se, ne, to se pa ne zdi, to je pa že kar teoretska ugotovitev. Ta občutek je povezan z tistim začetnim nadjazovskim imperativom, za katerega sem rekel, da ima najpogosteje obliko ne smeš ali pa moraš. Ne smeš biti tak, ne smeš tega narediti, ne smeš se tako obnašati, ne smeš tega reči, ne smeš onega, kar je sicer do določene mere kar pomembno za razvoj otroka. Otrok se mora naučiti, česa ne sme v življenju početi, recimo zlasti tistega, kar mu je neposredno v škodo. To je razumljivo, razumno in prav je, da je tako. Ne smeš. Hkrati ima torej nadjaz obliko tudi moraš. Moraš biti tak, moraš to in tako naprej. Ne? In torej ena od oblik tega nadjazovskega imperativa danes je gotovo tudi ta, ki smo ravno kar omenili. Torej, nekaterih besed se več ne uporablja, zdi se, kot da jih ne bi smeli uporabljati, ne bi smeli o njih razmišljati, ne bi se smeli vračati v kakšne čase, v katerih so ti izrazi bili uporabljeni, pogosto uporabljeni. No, in jaz bom naredil natanko to. Zahvaljujoč gospodu, ki mi je tole poslal, se bom vrnil v nek natančno določen trenutek, ki je izjemen za razumevanje tega, o čemer govorimo zdajle, danes, leta 2015, v svobodni in neodvisni državi, ki se imenuje Slovenija. Še enkrat pravim, ne vem, kdo je ta gospod, jaz ne vem, daj je ta, rekel, občutek nastal. Ni pomembno. Trdim pa, da je tako dober, da je tako prepričljiv, da bi se vsak partizan v njem prepoznal. To trdim. In lahko boste sami presodili, če sem se kaj zmotil. Zdaj bom pa ta zapis prebral. Partizan. Neznosno je tu, nevzdržno posod naokoli, zavrto in prepovedano. Vsi smo zunaj, onkraj človeškosti, v brezmejni ječi. Pod vseobsežnim pritiskom, v sleherne sanje zaritim, v vse besede. Zrak je prežet z odločilnostjo in hladom. Prepasanost života sili mišice v obrambo, kri buta ob zaporo na krogotoku, stisk in protistisk, cev in nož
uperjena vate, samodejno sežeš po nabojih. Zagrne te prepovedanost, v celoti stopiš ven, ni več prehodov, naseljuješ ostri drugi pol. Stik z ukazanim svetom je streljanje in boj. Ni tehtanja ali kompromisa, le življenje ali smrt. Čas več ne teče. Traja le en sam velik zdaj, napolnjen z gonom po preživetju. Odposlanec svobode si, do vratu potopljen v nešteto njenih sovražnic. Brodeč skozi uničenje, krvav od želje po brezmadežni prostosti in brez izbire, Premagati današnji dan, samo to. Vse drugo, vse, kar bo nekoč, ni važno. Trdim torej, in pri tem me ne zanima, kdo so bili partizani, a so bili naši, a so bili vaši, a so bili komunisti, a niso bili komunisti, preprosto me ne zanima. So bili ljudje, in so še, ki so dali to izkušnjo skozi, kot se reče, na svoji koži. V tej izkušnji ni nobenega blafiranja, ni nobenega sprenevedanja. Tukaj ni nobenih kamer, pred katerimi bi se hvalili, kako smo to in ono in tretje in kako je proti nami zarota in kako nas ne vem kdo skuša onemogočiti na poti ne vem kam. Tukaj je samo sovražnik, ki te hoče uničiti, ti pa želiš preživeti. Vse to je zelo preprosto. In obstaja še en trenutek. Obstaja trenutek, celo natančno določen trenutek, to je 6. april. Zgodaj zjutraj, leta 1941, Beograd. Ko Nemci zasujejo mesto z bombami. In kasneje se določeno število ljudi odloči, niso pripravljeni na noben kompromis, da bodo odšli, naprimer v gozdove, se organizirali in poskušali nekaj narediti, da zlo, ki ga zastopa sovražnik, ne bo uničilo njihovih življenj. Obstaja trenutek odločitve. Obstaja natančno določljiv trenutek v zavesti posameznika, ki je še do včeraj živel vsakdanje življenje, imel je te vrednote, one vrednote, imel je te ideje, četrte fantazme, ne vemo. In ni pomembno. Bili so različni ljudje, zelo različni. Ampak vsakdo od njih je imel v enem trenutku natanko isto izkušnjo in natanko isto odločitev. Nekaj bom storil proti zlu, ki me hoče uničiti. Zakaj? Ker je tako prav. Ne zato, ker sem zračunal, da se mi bo na koncu išlo, ali pa zato, ker si obetam na koncu, ne vem, eno dobro službico, ali pa ne vem, kaj takega. Ne. Obstaja trenutek, ki je univerzalen za vsako možno zavest, vsakega možnega človeškega bitja, ki je, lahko nekaj storim.
In tudi bom, ker je tako preprosto prav. Ne glede na to, da sem mogoče še 1 uro nazaj mislil, da to ni zame, da tega jaz nikoli ne bom naredil, da tega ne zmorem, da to samo eni drugi naredijo, ali pa samo v pravljicah, ali pa na drugih planetih, ali pa kje. Vsakdo bi lahko tako mislil. In gotovo, da tudi so tako mislili. Ampak tisto, kar mene fascinira, je tole. Ko sem se pogovarjal pred skoraj 1 letom, bilo je nekje na morju, z neko mlado damo, ki ima zdajle 22 let. Rojena daleč po drugi svetovni vojni, v času samostojne Slovenije. Ni važno zakaj, pa kako, niti se zdaj več dobro ne spomnim, v nekem trenutku je beseda nanesla na partizane. In ta 22-letnica mi je rekla, pazite, pred 1 letom v tej državi, ne v kakšni pravljici, v neki sporedni galaksiji, ali pa kaj takega. Rekla mi je tole. Ko berem, ne berejo vsi, ne? Bere. O partizanih, poslušam starejše ljudi, ki pripovedujejo, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno in tako naprej, me vedno znova navduši ena sama zmožnost. Ta mlada dama sicer študira psihologijo, ampak to nima neposredne zveze s tem, ni pomembno, lahko študira tudi karkoli drugega, zaradi mene, ali pa tudi ne. Pomembno je to, kar jo fascinira, kar prepoznava, skoraj bi rekel spontano, iz pripovedi starejših ljudi, iz pripovedi prednikov. Fascinira jo. In točno to mi je tudi rekla. Ja, a ni zanimivo, še včeraj smo sedeli, ne vem, na terasi, pili kavo, uživali v prihajajoči pomladi, bilo je aprila leta 1941, na primer, imeli smo najrazličnejše želje v življenju, cilje, interese, potrebe, kar hočete. Ampak potem v enem drugem trenutku smo bili zmožni, številni, zelo različni ljudje, jih ni bilo malo, veliko jih je bilo, misliti natanko isto. Natanko isto. To želimo narediti, ker je prav, da to naredimo. Kot da bi brali Spinoza, pa jo niso, kakšen mogoče je. Večina je pa gotovo ni. Spinoza namreč v etiki, ni naključje, da ima njegova knjiga naslov Etika, zapiše, da je človek zares svoboden šele takrat, ko želi svobodo. Čuden stavek mogoče ima, enigmatičen. Človek je svoboden, ko želi svobodo. In svoboda danes niti slučajno ni to, kar se ponuja. To nikoli ni bila. To, kar se danes ljudem ponuja kot svoboda, je, kot sem že prej rekel, nadjazovski imperativ. Zapravljajte, trošite, kupujte, uživajte, če sploh lahko seveda. To je brez zveze s svobodo. To nima absolutno nobene zveze s svobodo. Zakaj? Ker je imperativ, ker je ukaz. Tako morate živeti, ali pa vas bo povozil čas, ostali boste zadaj, ostali boste nepomembni, marginalci, itd., itd., itd. Vsak človek to čuti na svoji koži. Vsak človek danes čuti, kaj pomeni, če se ne bo dovolj trudil, da bi ustregal temu imperativu. In ljudje se bojijo, da bodo drugi ljudje to opazili, da jih bodo imeli, naprimer, zelenuhe, ali postopače, ali ljudi, ki so brezbrižni, ki so čutni, ki so nenormalni in tako dalje. Ljudje imajo pač različne ideje o takih ljudeh, ki bi se tako obnašali. Zato se trudijo,
Zato se vedno bolj misleč, kako zelo svobodni so, spreminjajo v srečne sužnje. Kolikor sploh so srečni, seveda. Večina itak ni. Večina ni. Kako se spreminjajo? Tako, da sprejemajo neko neverjetno zahtevo kapitala, ki še pred nekaj leti ni bilo mogoče niti misliti. Mogoče eno generacijo nazaj so ljudje, delavci, na primer, ko so prišli ob 2 iz fabrike, so imeli do naslednjega dne, do 6 zjutraj, ko so šli spet nazaj v fabriko, dejansko prosti čas. Čas zase. Danes niti slučajno ni tako. Danes, ko pridete domov, ne pridete ob 2, praviloma pridete ob 5, ker delate od 9 do 5. Zapravo pridete domov, ne vem, pol 6, ob 6, whatever, počnete kaj? Ne, da bi se tega zavedali, mogoče se do določene mere, kakšne pa tudi ne. Kaj počnete, ko pridete iz službe? Delate še naprej. Samo se temu ljubkovalno danes reče delo na sebi. Delo na sebi pa zajema celo vrsto obveznosti. Neprestano morate najprej hujšati. Morate iti v telovadnico, da boste fit, na primer. Danes, če hočete iti teč na nekam, teč, na naravo, ne greste tako, kot smo šli mi, ko smo bili otroci. Mi smo šli kot otroci, recimo, teč, ne zato, ker je bilo treba, recimo zato, ker nam je pasalo. Kako smo to naredili? Superge smo bili že itak obuti, ker tako ali pa tako smo v supergah okrog hodili. In smo rekli, a gremo teč, pa imamo 3-4, pa smo šli. Danes tega tudi podrazano morate narediti. Danes, če hočete iti teč, morate najprej vprašati osebnega trenerja, če ga imate, pa če ga lahko plačate, a je danes pravi dan za tek, ker lahko da mi. Pa morate vprašati enega jasnovica ali pa enega pisca horoskopa, v kakšnem položaju je Luna, ali pa recimo še Jupiterove lune, če je to danes v redu za vas, glede na vaš horoskop, na vse vaše mogoče ritme in tako dalje. Pa vprašate še kakšnega PR-ovca, če ga imate, seveda, a je to dobro, oziroma kje bi bilo najbolj teč, da me čim več ljudi vedi. Zlasti, če je kakšna kamera. In tudi, ko vse to ugotovite, ne morate iti teč. Zato, ker morate najprej ugotoviti, kateri supergi so najbolj primerni. In danes ni enostavno ugotoviti, kateri supergi so najbolj primerni. Ker če greste v trgovino, v neko trgovino tamle, v tisto mesto v Ljubljani, mesto v City, ne vem pa že, kako se že mu reče, če greste tja, ugotovite, da nimate pojma, kateri supergi se prilegajo vaši nogi. Zakaj? Ker ne veste, kakšna anatomija je vaša noga. Ker obstaja x vrst supergov, ki se prilegajo točno ločeni anatomiji. Zakaj morate najprej vprašati nekega fizioterapeuta, da vam pove, kakšno nogo imate. Da boste kupili ustrezne superge, recimo za 250 evrov. In ko kupite tele superge za 250 evrov, še zmeraj ne morate teč, zato ker zraven spada dres. Ampak nekateri koli. Ne morate dati k dresu za 250 evrov eno majico za 20. Morate zraven dati majico za 100, naprimer. In ko vas tako ukrancljajo, zdaj greste pa lahko teč. In ko greste teč, upate, da vas bo kdo videl. Zakaj? To je psihologija vsakdanjega življenja. Upate, da vas bo kdo videl in da bo kaj rekel. Ker da vas sam, da vas vidi. Kaj upate, da vam bo rekel? Da bo rekel, wow, kakšni supergi, ali pa, ej, ti tale majica, mislim noro, kje si pa to kupil, ali pa kaj takega. Torej, vi pričakujete še, da vas bo kdo občudoval. Pa pravzaprav, če zmeraj ni dovolj, še zmeraj imate vsega, ker če hočete res biti fit in na špici, morate kupiti še kakšno napravo, ki vam meri puls, ne vem, pritisk, možganske valove, pa vem kaj, peristaltiko, ne vem kaj vse merijo te naprave. Što ne gre. Zdaj, date še vse to nase, in spet seveda upate, da vas bo kdo videl in da bo rekel, pismo, ej,
Čist noro, ne, v kateri razred, recimo družbeni razred, pa ti spadaš. Ali pa tudi, če tega ne bo rekel, boste že po načinu, kako vas bo gledal, ne, sklepali, mater, sem jaz frajer. Ne. No, mi smo šli pa včasih preprosto teč. Prostite. Noro. Ja, ogovarjajte mi, pa mi rečete, če ni tako. Ja, se jaz, a ne s takih sploh ne pogledam. Seveda ne. Pred mimo. Se jih tudi srečate, ne, oprostite, no, ampak jaz dvomim, da pripadate eliti, ki si to sploh... Ne pripadam eliti, ampak jih srečam. No, lahko tudi kakšne, ja, verjamem. No, recimo, jaz si tega niti privoščiti ne morem, ker nimam toliko dovolj denarja, še nisem zaslužil 636 000, ko bom mogoče to tudi naredil, ali ne vem. Pa tudi ne gibljem se na tistih krajih, kjer teče elita. Vi ste fit že brez tega. Ja, pa, torej, no, zdaj, to je malo, zveni, ne, malo hudomušno, ampak resnici ni. Zatem je globoka psihologija sodobnega jaza, ki je bolj ali manj, če se to sploh lahko privošči, kot smo že rekli, v celoti podrejen nad jazom. Verujoč, kako zelo svoboden je. Zdaj pa ob tej, ali pa skozi optiko te vsakdanje psihologije ljudi, ki jo vsi bolj ali manj živimo, tudi če nam to ni všeč, pomislite na tale trenutek. Naslov današnjega večera je, kaj bi partizani storili danes. Kaj so storili leta 41, vemo. In hvala Bogu, in lahko smo jim samo hvaležni, ne sem jim, da so to naredili. Kaj, če bi zdaj povzel, so naredili? Naredili so nekaj, kar je dejanje, ki ima univerzalen, večen in nespremenljiv status. Ne obstaja sofistika, s katero bi lahko omadeževali ali pa relativizirali to, kar so naredili partizani. Kaj so naredili? Ni nujno, da so takrat vedeli, lahko da kakšen je, ni pa nujno, da so vsi vedeli, kakšne načrte ima Hitler z Slovani. Mi smo Slovani, so južni Slovani. Danes vemo, kakšne načrte je imel Hitler s Slovani. Poleg tega, da je želel uničiti cel narod, judovski narod. Judovski narod je želel uničiti do zadnjega. To je preprosto pomenilo pobiti vse, čisto vse. In nekega naroda, če bi mu to uspelo, kratko malo, ne bi bilo več. Preprosto ne bi več obstajal. Želel je, ali pa hotel je, po isti logiki, iztrebiti čisto vse invalide. Zakaj? Ker so useless, ker so neuporabni. Po isti logiki je želel uničiti, če že ne vse, pa vsaj čim več, Romov. Zakaj? Ker so nekje med živalmi pa med ljudmi. Sploh niso ljudje. So nekako pol ljudje. In po podobni logiki, če ne isti, tukaj se sicer malo zalomilo, je želel uničiti tudi Slovane. Ampak Slovanov je pa zelo veliko, zlasti, če zraven štejete Ruse. Veliko, ne? Vseh Slovanov pobiti se fizično ne da. Se tudi vseh Judov ni dalo. Ampak tle je bila država gotovo kar velika. Slovani so veljali za manj vredne ljudi, za manj vredno raso, kot se temu reče, čeprav rasa je samo ena, da ne umni govoriti o rasah. Ampak takrat so to verjeli. Kaj bi pomenilo, če bi nastala Germanija, kot je Hitler predvideval, da bo, ko bo zajeval cel svet, bo nastala Germanija, država, v kateri bodo družili Nemci, in ta bo glavna na svetu, vsi drugi bodo manj vredni in Slovanom je bila, za Slovane je bilo predvideno, da bodo kot pač nekakšni sužnji, hlapci, postreščki, neka manj vredna bitja, s katerimi bo mogoče upravljati, bodo pač upravljali najslabše plačena dela in tako dalje in tako dalje. Leta 1941, pravi, ni nujno, da so vsi to vedeli, je pomenilo
pristati na logiko. Ok, lej, vse mogoče pa nič hudega, v končni fazi, saj Nemci niti niso tako slabi ljudje, mogoče je pa dobro počakati, da bo vse skupaj minilo, saj če bomo nekoč člani Germanije, vse mogoče ne bo pa čisto redno, nič hudega, zakaj pa, vse če bi vsi govorili nemško, mogoče ne bodo pa dovolili, se so avstro-ogrski tudi dovolili, govori še kdaj pa kdaj malo slovensko, a bi bilo to res tako zelo hudo. Pristajanje na tako logiko je v službi zla. Kaj ti človek, Hitler, je imel idejo, to vem, danes to vem, je imel idejo, da ljudje, kot so Slovani, če že morajo živeti, če je že pač tako nujno, vse zadnje, če ste gospodar, tudi rabite nekaj hlapcev. Elita brez hlapcev, končne fazi ne more obstajati, ker nekdo pa mora jim čistiti čevlje, ki ne bojo sami sebi čistili čevlje. Pravi, nekaj jih pa rabimo. Dajmo jih torej ohraniti. Torej, Hitler je imel idejo in ta je v osnovi zla. Imel je idejo, da je nemški narod več vreden. Ali pa arijska rasa, ali pa arijci, zelo važno, da so več vredni od Ibermenš. Ja, da so pač nekakšni mladi ljudje, da so več ne od drugih. Ampak, kaj je bizarnost razmišljanja, ki sem ga ravno kar omenil? Bizarnost razmišljanja, ki sem ga ravno kar omenil, je, če se vprašamo, kdo je sprožil drugo svetovno vojno? In rečemo, pravzaprav so jo sprožili predstavniki ene najbolj civiliziranih držav takrat na svetu. Predstavniki države, ki je dala Goetheja, Einsteina, Hegla, Kanta, Schopenhauer, Nietzscheja, Wagnerja itd. Velikane ljudi, umetnike, športnike, znanstvenike, tako naprej, genije, ustvarjalce, kreativne ljudi in tako dalje, ki so gotovo prispevali k napredku civilizacije v vsakem pomenu besede. Kako zdaj združiti to? Kako ti upravičeno jih imamo za civiliziran narod, zelo civiliziran narod, zelo napreden narod, kultiviran narod, razvit narod, priden narod, discipliniran narod in tako dalje, ustvarjalen, kreativen, kar hočete, sproži zlo, se zavzema za širjenje zla. In kako zdaj v tej perspektivi pristati na to, da rečemo, lej, brez veze, da gremo v gozd, v gmajl, tam je mraz in dež pada in sneg in zajest ne bomo imeli, in lačni bomo in žejni bomo in strgani bomo in kaj se, miši nas bodo glodale in ne vem, koga se bo zgodilo, tifus bomo dobili, zdravili ne bo, pa še ustrelijo nas lahko, pa še ubijajo nas lahko. In kaj bi šlo hodil v gozdove? Počakajmo, da mine. Ali pa celo sodelujmo z njimi. Se mogoče bi pa prijazni do nas. Manj, ko se bomo upirali, manj bo mrtvih. Sej vemo, kako so ubili za vsakega ubitega Nemca, so požgali pol vasi, ali pa kar celo. Ali pa jih obesali, ali pa postrelili, vzeli talce in tako dalje. In človek bi lahko po določeni logiki očital, naprimer partizanom, da to ni bila dobra odločitev. Poglejte, koliko ljudi so ubili zaradi vas. Če bi videli mir, če ne bi streljali, recimo nazaj na Nemce, oni ne bi pobili talcev, talci bi še naprej živeli, pravzaprav bi jim to lahko očital, da načinjajo nacionalno substanco. Zaradi vas so pobili toliko ljudi, nedolžnih civilistov. In v nekem radikalnem smislu je to res. V nekem radikalnem. In tem je velik problem vsakega etičnega delovanja. In že, gotovo ste začutili celo vrsto usporedni za našim svetom. Kaj pa je danes globalizacija kapitala? Drugega kot brezmejno širjenje nečesa. Sistema, ki se imenuje kapitalizem, ki je v osnovi nepravičen. Kako je danes, mutatis mutandis, mogoče zagovarjati idejo,
bodimo primer, bodimo ubogljivi, kupujmo, ne vem, prodajajmo, žurirajmo, bodimo elastični, fleksibilni. Ne? In sej nam je fajn. Sej pa še boljš nam bo. A ne? Torej, kako je mogoče danes razmišljati in hvaliti sistem, ki je dokazano nepravičen? To ni nebuloza, to si ni nekdo izmislil, da je kapitalizem nepravičen. Ker če ne bi bil nepravičen, ne obstaja sofistika, ki nam pove, po kateri logiki imajo pripadniki elite vedno več, večina ljudi pa pravzaprav vedno manj. Oziroma je razlika med bogatimi in revnimi vedno večja, tudi če imajo revni majčkeno več, kot so imeli včeraj, ker imajo bogati še veliko več, kot so imeli včeraj. Nekaj mora generirati te razlike. Nekaj jih mora generirati in obstaja ime za to silo, ki je nepravičnost, ki je sistemska, ki je objektivna. To ni nekaj, kar nosijo v sebi na svojih genih nekateri pokvarjeni kapitalisti. Če bi bilo tako enostavno, bi že zdavnaj problem rešili, odstranimo jih, damo gor poštene kapitaliste, pa je. Ta je sistemska. Torej, nepravičnost je objektivna in mogoče je dokazati. In Marx je dokazal že zdavnaj. In ta omogoča, da presežno vrednost, ki jo ustvarjajo delavci, vedno poberajo isti ljudje. In nikoli delavci. Ali pa skoraj nikoli. Da ne bo kdo rekel, da pretiramo. Ampak v principu nikoli. Torej, vprašanje je resno. To je etično vprašanje. Vprašanje, ki se naslavlja na čisto vsakega posameznika, tako kot tale izkušnje, z katero smo rekli, da je zanjo zmožen vsak človek. Ljudje so bili stari 16 let, 17 let, 18 let, 19 let, ali pa 50, ali pa 60, ne vem, koliko vse so bili stari in so imeli isto izkušnjo. Gremo se boriti proti zlu, zato ker je tako prav. To je zelo v nekem smislu, v nekem radikalnem smislu, ko se človek dokoplje v svojem življenju dovolj daleč, v svojem razmišljanju o naravi sveta in eksistence, ki jo živi, je ta razmislek sorazmerno preprost. To kratko malo trdim. Tako kot je bilo leta 1941. Ni bilo nobenega simpozija treba narediti in konference in kongresa in napisati nekaj kakšnih razprav, a to zdaj je v redu ali ni v redu, a bi to naredili, ne bi naredili tako naprej. Lahko da so bile seveda dileme in vprašanja in tako da gotovo, vse to je človeško. Če grem v gost, me mogoče že jutri ustrelijo in marsikoga tudi so. Doma imam ženo, otroke, brata, sestro, očeta, mamo, babico, teto, stric in tako naprej. Verjetno veste, zagotovo veste, to smo se učili že v osnovni šoli, da je Jugoslavija plačala enega največjih davkov v drugi svetovni vojni. Glede na proporcionalno, glede na število prebivalcev. Ljudje so gotovo plačali strahotno ceno. Sovjetska zveza tudi, Poljska tudi, zanimivo, Judje in Slovani, potem pa Jugoslavija, glede na število prebivalcev. In Tito je večkrat v svojih govorih to tudi poudaril, da so ljudje zato, da so se uprli zlu, prelili morje krvi. In natanko tako je tudi bilo. Pa če 1000-krat popluvate, pa dokažete, da je bil Tito ne vem kaj, me sploh ne zanima. To, kar je rekel, kar sem ravnokar citiral, je kratko malo res. Ljudje so prelili morje krvi, zato, da so se nečemu uprli. Uprli pa so se zato, ker tudi če niso vedeli, so vsaj intuitivno čutili, da je tako prav. Obstaja možnost za vsako človeško bitje, da vsaj intuitivno začuti, vsaj enkrat v življenju, kaj je prav, ne glede na vse in kaj ni prav.
In ko govorimo o zlu in ko govorimo o dobrem, obstaja trenutek, obstaja izkušnja, da je nekaj neizpodbitno zlo in da je nekaj drugega, kar se upira temu neizpodbitnemu zlu, neizpodbitno dobro. In ena od tragedij tega ljudstva, ki mu mi pripadamo, je tudi ta, da skušajo nekateri zmanjšati pomen tega, o čemer danes govorimo. Poskušajo z različnimi sofističnimi prijemi relativizirati nekaj, česar ni mogoče po definiciji. To je univerzalno, je večno in nespremenljivo. Relativizirati pa pomeni odpreti debato, odpreti polje, v katerem bi bilo mogoče razpravljati. A bilo to v redu, a ni bilo v redu, kaj pa če bi kaj drugega, tako dalje. Pri univerzalnih zadevah človek ne bi smel nikoli popustiti. Ampak ker smo pod kožo vsi krvavi, kot se reče, se bo to dogajalo, se je dogajalo, se dogaja in glede tega ne moramo storiti ničesar. Pa vendar bodo vedno znova nastali trenutki. Vedno znova nastali. To je neuničljivo. Tega ni mogoče odstraniti, ki so opisani tudi v tem kratkem zapisu gospoda, ki sem ga že omenil. Tukaj jasno piše, brodeč skozi uničenje. To ni bil sprehod ob reki. To ni bila gala večerja po rdeči preprogi. Pomislite, to je bil sprehod skozi uničenje. Brodili smo skozi uničenje. Kaj to pomeni? Broditi skozi uničenje. Krvavi od želje po brezmadežni prostosti. Ne po, da bomo ne vem kaj vse pobili. Ne. Želja po brezmadežni prostosti. Natanko tako, kot je rekel Spinoza. Pred stoletji, v etiki, ta naslov, kot sem rekel, ni ključen. Obstaja v človeku, objektivno obstaja, tudi če se tega ne zavedajo, želja po svobodi. Mogoče je to lažje razumeti v primeru partizanov, ali pa tudi ne, ne vem. Mogoče je to težje prepoznati v svetu, v katerem se nam zdi, da nam je dobro, oziroma nekaterim tudi je. Ko se nam zdi, da smo še kar svobodni, lahko delamo marsikaj, danes ni nad nami nobenega utipljivega sovražnika, nobenega kapitalista ni, debelega, močnega, temne gor nekje, ga ni. Nobenega monarha ni, nobenega absolutnega vladarja ala Louis XIV ni, nikjer. Pa vendar je osupljivo dejstvo, da se veliko ljudi, veliko časa obnaša popolnoma enako. Ali pa zelo podobno. In to terja vprašanje, kako je to možno, to terja analizo, podrobno, natančno, znanstveno analizo. Zakaj se toliko ljudi, toliko časa obnaša tako podobno? Hkrati pa trdijo, da so svobodni, različni, drugačni, da ima vsak svojo pot v življenju. To je res to vprašanje. In še nekaj, kar je treba dodati, to je Hegelovski stavek. Brez izbire. Takrat ni bilo nobene izbire. Čeprav bi se lahko zdaj, danes bi se lahko zdaj, ne, imeli so izbiro, kako da ne, ostaneš doma na zapečku, ali pa počneš to, kar si počnel že prej, sej marsikdo je to počel. Sej vsi v Ljubljani niso bili, ne vem, nekateri so živeli, tako kot trgovine so delali, trolejbus je vozil, ljudje so hodili v službe, kmetje so delali na kmetijah, sej življenje še kar nekako teklo, seveda je. Pa kljub temu so bili nekateri prepričani, da ni izbire, da ni res, lahko hodimo še naprej v službo, lahko delamo še naprej kot smo včeraj, lahko eni so študenti, vse tudi šole so delali, so hodili v šole. Pa jim še naprej v šole hoditi, študirali,
Kako? Kino. V kino, se kino tudi delal, seveda. Lahko bi. A bi lahko, seveda, to je empirično res, da bi lahko. Pa vendar, nekateri pravijo, ne, ni res, to je iluzija. Ni izbire. Oziroma je samo ena. In ta je pravilna. In to je drugo ime za svobodo. To je Hegelovski stavek. Samo nekoč, ker bo, vedno bo nekoč. Preprosto ni važno. To je drža, ki je brezkompromisna in ne prepozna, oziroma ne pozna v njej nikakršnega kalkuliranja. Kaj bo jutri, kaj bo popoldan, kaj bo zvečer, kaj bo čez 2 meseca in tako dalje. V nekem smislu je to izkušnja, ki je primerljiva s tistimi izkušnjami, o katerih govori psiholog v taborišču smrti. To je Frankl, ki je preživel Auschwitz, ki je bil v Auschwitzu. Ni res, da je kasneje pisal za nazaj, on je bil tam. In pravzaprav piše zelo podobno, v nekem smislu, v nekem trenutku pravi, tisti, ki smo tam živeli, smo razmišljali, ne, kako bo čez 1 teden, pa čez 2 meseca, pa čez pol leta, ko bo premlad, ali pa ne vem, čez 5 let, ali pa enkrat, ko bo konec vojne. Ne, mi smo razmišljali za 10 minut naprej. In razmišljali smo samo o enem, ali bomo živi, ali pa ne bomo. Nič drugega ni bilo. Kaj se nam bo zgodilo, bomo to, bomo uno, bomo naprej in podobno. To so seveda radikalne izkušnje, ki se v resnici sploh ne bi nikoli smele zgoditi. V resnici se nikoli to ne bi smelo zgoditi. Če pa se že je, se lahko iz tega marsičesa naučimo. Naučimo se nečesa, kar je sicer možno ugotoviti tudi brez teh izkušenj. Možno je ugotoviti z razmišljanjem. Z razmišljanjem je možno priti sorazmerno hitro do tistega vprašanja, ki si ga je pred 2400 leti zastavil Platon v svoji kozmologiji, v delu zasnovan Timaje. Vprašanje je, seveda za današnje pojme, morda videti celo naivno, ampak je dobro. Tudi če je videti naivno, je dobro. Platon se namreč v nekem trenutku vpraša, zakaj je Bog raje ustvaril svet, kot pa da ga ni, če je imel, recimo, 2 možnosti. Lahko bi ga ustvaril, ali pa ne. In glede na to, da je vsemogočen, bi se lahko odločil za eno ali drugo. Očitno se ni, pravi Platon. Očitno se je odločil za to, da svet ustvari. Zakaj? Zakaj je dal temu prednost? No, se je zmotil. Neki se je igračko, pa se je zmotil. Tudi če se je... Platon. Ne more, Bog je vse mogo, ne more se zmotil. Ne smemo v študijskih knjigah. Ne Platon, Bog. Ne, ja, se je igral, pa se... Ne, Bog se ne moti. Ne, ker če rečete, da si imate težave, pa ne, pol... Okay. Ne, drugače, odgovor je malo drugačen. Namreč, Platon pravi, zato, ker je nekaj ustvariti. To je lahko tudi kreativnost. Nekaj narediti je dobro v vsakem pomenu besede. Nekaj ustvariti. Ampak, da ne bo zdaj prehiter skočil, in to se danes dogaja. Ne? Rekel, potem je kapitalizem po celi čati dober, ne? Se ne nekaj ustvarja. Ni čisto tako. Zakaj ne? Zato, ker Platon ni bil naiven, ne? Filozof za Boga. Ne? Tudi, če je bil na trenutku naiven. Pa vse naivnost je dobra, da ne misli, da ni. Naivnost vprašanje so lahko blazno radikalno. Ne? Spomnite se tistega iz cesarjevih novih oblačil. Vsi se sprenevedajo razen otroka. Ki je naivno, ti poslušajo, pa kaj ste s tem cesarjev? Ok, vse poznamo zgodbo. Ta naivnost je lahko blazno subverzivna, tako da jaz jo imam zelo rad, naivnost namreč. V določenem trenutku je fajn, je na mestu. In pri Platonu je tudi bila. V kakšnem pomenu je kreativnost dobra? Pogoj kreativnosti, namreč obstaja pogoj kreativnosti. Ni res, da zadošča, da rečete, ok, nekaj sem ustvaril, sem kreativno, biti je fajn, zdaj se pa lahko sedem in počivam. Ni čisto tako, ne? Kreativnost namreč terja kaj? Še več kreativnosti. Ne? Z kreativnostjo je lahko povezan tale problem. Če
niste dobro premislili lastne kreativnosti, je lahko čez nekaj časa to, kar je najprej videti kot kreativno, destruktivno. No, še zadnje, če bi se postavili v čas, naprimer leta 1933, ko postane Hitler kancler, potem še predsednik Nemčije, in bi iz tistega trenutka ven razmišljali, ne zdaj za nazaj, ampak iz tistega ven poskušali razmišljati, kaj bi on rad, kaj on želi. Gotovo je bilo takrat videti za marsikoga, ne za vse, za marsikoga, da je to, kar počne Hitler kot kancler, blazno kreativno. Nemčija je bila gospodarsko neverjetno, mislim, to je bil pravi čudež, gospodarski čudež. 30. leta 20. stoletja so nemški čudež. Gospodarstvo raste, po veliki depresiji, oziroma velika depresija pravzaprav še traja, raste, vse raste. Delavci so javna dela, avtoceste grejo, mislim, vse raste. Človek bi takrat, v nekem omejenem časovnem obdobju lahko rekel, wow, mislim, to pa je fajn, to je kreativnost prava. Že, morda, če jo pogledate v takem kratkem časovnem, potem pa časovno ta trak raztegnete, pa ugotovite, da na dolge proge pa ni bilo tako. Zato je zelo dobro premisliti, ali je kreativnost dolgoročno res kreativnost, ali pa v bistvu koplje sama sebi grob, zlasti pa seveda drugim. Zadeva nikakor ni enostavno, samo trdim, da je zapletena. In ko smo pri tem, zdaj ne, jaz moram na uro gledati, ker vem, da mi vi note ven vrlo, tako bi me morali. Moramo še en koncept uporabiti za današnje pojme. Ker ukvarjamo se z vprašanjem, kaj bi partizani storili danes. Moramo tudi priti do nekakšnega odgovora. Ok, tudi bolj. Da bi odgovorili na to vprašanje, že prej sem na začetku rekel, če se spomnite, da obstajate dve ključni obliki nadjaza. O eni smo do zdaj govorili, da je to čutimo v glavnem kot prisilo. To moraš, to naredi, tak moraš biti, unga ne smeš, tih bod fleksibilen. To si poznamo. Obstaja druga, o tem bomo spregovorili, čist na konc. Predtem pa rabimo en teoretski koncept, ta je dober. Njegov avtor je francoski filozof Jacques Rancière. Fantastičen koncept, izjemen koncept, ki gre na kratko takole. Danes, in spet, tega se verjetno zaveda vsakdo, največ te ni treba kaj dosti govoriti. Se torej ljudje zavedamo, da imamo na voljo zelo malo časa. Če vzamemo zaradi mene razmislek en teden ali pa en mesec ali pa eno leto življenja, bomo ugotovili, da imamo sorazmerno malo časa. In tudi veliko, kad rečemo v sedanjem življenju, nimam časa, ali pa se mi mudi, ali pa ne morem zdajle, ali pa sem zaposlen, sem zaseden, bla, bla, bla. Če hočete 636 cilj zaslužiti, morate biti zelo zasedeni. Ne gre drugače. Ne morate tega zaslužiti, če delate 2 ure na dan. Ni šans, razen če ste plačali 1 milijon na uro. To je drugo. Ok. Kako? Če si plačal kot stranka setnika. Ok, ampak bi bilo dobro tudi pogledati v njen prid, recimo kaj takega reči kot mogoče pa delala noč in dan. Saj ne veste, sem se bil zraven. So ljudje, ki recimo spijo samo ob 4 ure na dan. Ok, da ne bomo kaj preveč prejudicirali, ker ne vemo, ne vemo, koliko je gospa delala. Vemo pa, koliko je zaslužila. Ok. Torej, vsi imamo to izkušnjo. Gotovo, da jo imamo. Časa je malo. Se vprašamo, ok, zakaj ga je malo? Zakaj ga je malo? Za Boga, če imamo službo, mi moramo delati 8 ur na dan. Moramo 8 po zakonu. Kaj pa ostali 16? Dobro, ajde, 8 ur spimo, ali pa 4, pa kukrat kdo. Pa ko mesec še zmeram nekaj časa. Zakaj se nam zdi, da ga je tako malo? Ali pa zakaj je toliko, kad rečemo, da ga nimamo? Če mislimo približno resno, je res tako. Pa tudi, če ne mislimo resno, je tako. Objektivno je tako, kot se že prej nakazal, ker ti kapital od nas terja, da bomo nenehno nekaj počeli. Da bomo nekaj delali. Zato mora tudi naše življenje danes biti, kot se reče, dinamično. In mi ubogamo. In skušamo biti dinamični. Danes imamo lahko kar hude težave, če recimo gledamo v zrak, se praskamo in ne delamo recimo 1 uro nič.
To je lahko že subverzivno. Ker začnejo ljudje gledati, a sta kaj narobe. In rečejo, da je prišli fajn, mislim, je fajn. Ne morate biti fajn. Kaj pa dinamično življenje in sodobni človek aktivno in tako naprej. Jaz aktivnost dela nič ne delam. Probajte. Vprašanje, če bo šlo, če ga ljudje kupi. Nekaj stavno nekaj narobe. Okay. Torej zadeva spet, ni enostavno. Držal ga ne trdim, kot da ni enostavno. Okay. Za kaj gre? Gre za to, kar Jacques Rancière imenuje distribuiranje časa. Distribuiranje časa za kapital je distribuiranje časa morda eno najbolj pomembnih dejavnikov, s katerimi poskuša ekstrapolirati presežno vrednost v delavce. Se pravi, delavec z velika kapitala mora delati nenehno, če se le da, za kapitalista, za lastnika kapitala. Zdaj, lahko je seveda predmet resne znanstvene razprave, koliko časa nekdo zdrži. Eni zdrži 8 ur, eni 10, eni 12, eni 16, skratka, ne o tem lahko razpravljamo, to lahko merimo, koliko časa kdo zdrži na dan, da dela. Obstajajo tudi norme, obstajajo industrijske norme, obstajajo delovne norme, če ne dosežeš te norme, ti vzamajo kaj plača ali pa kaj podobnega. Torej, vse to je gotovo mogoče meriti. Distribuiranje časa. Z vidika kapitala je distribucija časa za ljudi, kot so delavci, zelo preprosta. Čim manj spijo in čim več delajo, toliko bolje. Vse ostalo so samo detajli, koliko je zdaj tega čim več. In tukaj smo danes. Če morate po zakonu delati 8 ur, se vsaj nekateri, tudi slučajno ne vsi, niti približno ne, vsaj nekateri znajdejo v položaju, da nekako začutijo sami, saj zdi se jim, kot da svobodno to začutijo, da bi lahko delali še več. Ker bi potem zaslužili še več. In če bi zaslužili še več, bi lahko kupili še več. In smo že nazaj, pri tistem nadjazu, o katerem smo že govorili. Za vse druge, ki tega objektivno ne morejo narediti, ki so tako ali pa tako že zmatrani zaradi 8-urnega delovnika, če ga sploh imajo. To ne velja. Nekateri niti ne morejo priti v skušnjavo. Prišel sem, ne vem, v 5 domov, zdaj bi pa še več delal. Priješ v 5 domov si crkne. In ti pride na misel samo še, pokažite mi poslo, da padem dol. Takih ljudi je veliko. Jih je veliko, zelo veliko jih je. Da ne govorimo o ljudeh, ki morda niso fizično tako zelo utrujeni, so pa psihično. Obstaja ogromno ljudi, ki so psihično uničeni, ker so zahteve zanje velikanske. O tem se pravzaprav malo razmišlja v javnosti. Kakšne so psihične zahteve, emocionalne zahteve. Jaz sem zelo rad, kadar mi kdo reče, če pridem 2 dni oblečen na enako, ti, zakaj veš pa ti danes enako srajco kot včeraj? Kaj pa tebe briga? Ja, ne, a veš, in tako naprej. Jaz bom nosil 1 mesec, če mi paše. To so drobne stvari, ker se nasmehnemo, ampak psihični pritiski so enormni. Zakaj pa mislite, da je toliko ljudi, toliko časa tiho? Ker jih obvladuje strah. To je psihološki dejavnik. Tesnoba. Napetost. A lahko kaj rečem, ali je boljš, da ne? Zame, na primer. Ogromno ljudi je, ki vsak dan kalkulira na ta način. In ogromno ljudi je, ki si zelo hitro rečejo, najboljš je, da si tih. To je najboljš. Čeprav tudi to ni nujno, da si tiho. Kaj ti potem te lahko kdo pobara ti? Zakaj pa ti to skozi tiho? Kaj pa stavo narobe? Skratka, vedno znova, kakor se obrnemo, vidimo, da je zadeva zapletena. Torej, ampak zdaj govorimo o distribuiranju časa. Ves čas, ne samo vaš, ampak ves čas bi moral biti na voljo kapitalu, če bi bilo po njegovo. Ampak sej tudi je. Večji del ljudi
se obnaša tako, da ne vede, tudi nezavedno, priznavajo kapitalu, da je njihov čas, ki ga imajo, 24 ur na dan, toliko časa ima vsakdo, v resnici že zdavnej na razpolago kapitalu. In ljudje se ubinjajo kapitalu tako, da, ker pristajajo na distribuiranje časa, da tega distribuiranja ne postavljajo pod vprašanje. Saj veste, kaj to pomeni? Če imate službo, delate 8 ur, pridete domov, ugotovite, to z lahkoto ugotovite, da je vaš dan zelo pogosto, zelo podoben vsakemu prejšnjemu. Da opravite v enem dnevu sorazmerno majhno število bolj ali manj istih ali pa zelo podobnih dejavnosti. In če pogledate, z lahkoto ugotovite, da je vaš delovni, ne samo delovni dan, cel dan, popolnoma distribuiran, da je čas razdeljen na skoraj vedno enake časovne enote, v katerih počnete skoraj vedno isto ali pa nekaj zelo podobnega. Distribuiranje časa nam pove, zakaj toliko ljudi ob natančno določeni uri gleda televizijo. Čeprav nihče ne reče, da morajo. Nobenega velikega šefa nikim reče tako, da vsi gleda televizijo ob 7. Pa vendar jo ogromno ljudi gleda natanko ob 7. Zakaj? Kot sem rekel, ker je distribuiranje časa objektivno tako, da brez posebnega mentalnega napora zlahka na to pristanemo. In si celo to distribuiranje časa osmislimo, naprimer čas, ko delamo 8 ur, čas pred dnevnikom, pa čas po dnevniku. A je tako? Je, ne, se smejite. Točno tako. Seveda je tako. In seveda, kaj zdaj to pomeni? Z vidika tega koncepta, o katerem zdaj govorim, in partizanstva, ker danes govorimo o partizani. Kaj bi naredili partizani, ne? Je že ena sama drobna zadeva. In včasih je to prav zanimivo pogledati, koliko ljudi o tem, recimo, razmišlja, pa koliko ljudi si to upa narediti. Kaj? Če govorimo o distribuiranju časa, je seveda hrbtna plat tega redistribuiranje časa. Ono logično. Kaj pa je redistribuiranje? Redistribuiranje, zelo preprosto rečeno, pomeni, da v določenem trenutku človek reče: danes, na primer, pa jaz, tako kot so rekli partizani, pa jaz ne pristanem na to, da bo nekdo distribuiral moj čas. Moj čas, po tistem času, ko sem v službi, recimo, kar moram biti in sem zadovoljen, da jo imam, je moj. In v tistem času lahko delam, kar hočem. Ne pa, kar spet, ne da mi kdo neposredno ukazuje, ampak kar je ugrajeno že v samo distribucijo časa. In se meni spontano zdi, kot da moram tisto početi. Ko je ura 7, toinks, zakaj sem pa zdaj prižgal televizijo? A ja, se je res. Zakaj sem pa prižgal? Seveda je takoj pri roki odgovor, zato ker vsak človek vsaj pol ure za informiranje in tako naprej, ampak ne vem kako je z vami, ampak jaz imam še do poldneva vseh informacij do tukaj gor dosti. Ne rabim še zvečer ob 7, ko itak povedali isto. Povejo pa kaj, nekaj o tajkunih, pa koliko je kdo ukradel, pa koliko je kdo zaslužil, pa koliko so dali zapor, pa koliko ne bodo dali zapor, ker ne bodo v bolnico, ker je glih kar zbolel in kaj je odvetnik rekel za unga, da to sploh ni on nič kriv, ker je zarota proti njemu. Prosim, jaz ne vem, komu se to ljub poslušati, ampak dejstvo je, da ogromno ljudi ob 7, to je zdaj, oni to poslušajo. In bla, 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 bla. Zdaj, lahko naredite droben eksperiment, vse ste ga že najbolj, Jaz, recimo, meni dolje si za te novice in informacije in podatke in tako naprej. Mi je popolnoma vse zanje. Ampak se ne moram popolnoma obraniti in pravim, do opoldneva že vse vem.
Kaj hudiča, jaz vse to vem, pa saj nočem vedeti. Zakaj? Zato, ker je vse to, kar pač prenašajo mediji, povsod okrog nas. Tudi, če nočete vedeti, kdaj je Bavčar zbolel za kaj že tle gore na srcu, vse veste. Tudi, če nočete. Meni vse za Bavčarja. Pa vse vem o njem. Kdaj je bil Istrabencu, pa vem, pa koliko je zaslužil, pa kaj je podno, pa kaj je šel dan, pa kdaj bi moral v zapor, pa zakaj ni šel v zapor, pa je šel v izolo, pa kjera zdravnica ga je tam sprejela, pa vse vem. Dobar je, mislim, jaz bi rekel, što knjigo te caj prebral, zakaj se moram jaz z Bavčarjem ukvarjati? Zakaj se moja spontana zavest ukvarja z njim, čeprav sam sebi pravim, tega nočem. In zdaj pridemo pa, da moramo pa nehati, ne, zdaj pridemo poanta. Rekel sem, obstajata dve obliki nadjaza obstajata. In to večina ljudi tega ne ve. Večina ljudi pozna samo to prvo obliko, ker to najlažje spoznati in tudi starši, pa drugi šefi in gospodari in tako naprej najlažje uveljavljajo. Moraš, treba je, tih bod, da jim je, posluši mene in tako naprej. To je najlažje. Katera je druga? Ne, ni, ja. Zdi se, da je, pa ni. Ne, ni. Ker ta je ujeta v isto dialektiko. Če se vi upirate nadjaz pravi moraš, ti pa rečeš ne bom. Kaj se bo najprej pojavljalo? Občutki krivde. S tem je pa težko živeti. Z občutki krivde ni enostavno živeti. Ne bom! Saj veste, kako se reče, vest vas peče, pa gloda, pa ne vem kva vse. Ni enostavno. Torej, ker je ujeto v isto logiko. Zakaj? Freud je to pokazal. Zato, ker gre za psihično ekonomijo. Bolj, ko se hočete upirati, bolj vam nadjaz vzbuja občutke, da je z vami nekaj narobe. Ker to so vam tudi starši že povedali, ko ste bili otroci. Poglej sosedove, poglej, ko so oni pridni. Sosedovi so živela bolj pridni. A drži? Ja. Čeprav, če bi logiko obrnili, ker tudi mi smo sosedje za nekoga. To je zanimivo, ker tudi ulmo so rekli, da so sosed bolj pridni. To smo pa mi. Samo da seveda nas verjamajo na finto, ker v resnici mi ne vemo, kako je pri sosedovih. Mi verjamemo. A ja, oni so bolj pridni. Ups, pa moram pa jaz tudi biti. In ko vam začne nalagati občutke krivde, se zlepa ne zlečete. Kako elite? Kako? A elite nimajo občutke krivde? Tam je pa drugač. Ja. Pri elitah je pa vsaj mečkan drugače in to raziskave potrjujejo. Namreč, raziskave potrjujejo, da številni pripadniki elit v resnici razvijajo psihopatske poteze. Psihopatske poteze so pa tiste, zaradi katerih, dobesedno, zaradi katerih človek nima občutkov za recimo drugega človeka. Vi lahko razvijate občutke, kot da so drugi ljudje predmeti. Človek se lahko obnaša do drugega. Okay. Torej, vsaj mečkam drugače je. Ni nujno seveda, da so zdaj vsi taki, ampak dejansko je danes tako in to kapitalizem favorizira. Bolj, ko ste brezčutni, bolj pravzaprav lahko napredujete. Lahko se vam to zgodi. Ni nujno, da se vam bo, se pot ni linearna pa kauzalna, ampak lahko se vam to zgodi. Zakaj? Zato, ker je sam kapital brezčuten. Business as usual pomeni stari, nič osebnega. It's just business. To vsi poznamo, se pravi, tam je večkrat drugače. Okay. Ne bo šlo. Po tej poti se ne izide zato, ker je z občutki krivde težko živeti in pa energijo vam jemlje. Nadjaz vam krade energijo. Bolj, ko se upirate, slabše se počutite. Težko je vzdržati, zlasti zato, ker vas nenehno primerjajo z drugimi in imate zelo hitro občutek, da so vsi na svetu normalni, sam vi ne. To pa še zlasti ni enostavno s tem živeti. Ker potem začnete pa sami sebe sekirati. Ti, pa zakaj se to kopiraš, pa zakaj si tako zopren, dej, skoliri se stari, no lepo kot drugi, kaj s tabo narobe? Začnete sami sebe, Ljudje imamo policaja v svoji glavi, pa ne rabimo več zunanjega, ker ga imamo svojega. Pa dej nekaj, že ti obud, Zakaj se moš tako obnašati, pa kaj s tabo narobe? Začnete sami sebe
tako ne malo butati. Torej ne, druga rešitev je, in Freud jo tudi artikulira, ta je dobra, ta je res dobra, to velja o tem razmišljati. Namreč, če je osnovni imperativ ubogaj oziroma moraš, je alternativa ne nočem, ampak niti treba. Niti treba pa pomeni, da se s tem nadjazovskim, to pa ni imperativ, ne? To ni imperativ, nadjaz te reče, toliko da veš, niti treba. Čakaj, vas pa glih kar povedal, ne? To je čuden stavk, ne? Torej, ta nadjazovska izjava, če lahko rečem, je pa v resnici osvobojajoča. Ko nekdo od vas nekaj pričakuje in ko vas ukazuje, tam nimate manevrskega prostora. Ali boste ubogali, ali boste prikaznovani. Ne morate mal ubogati. Mal bom ubogal, mal pa ne. Ker živite v strahu, da vas bodo dobili. Da ste mal ste golfali, mal ste šli po bližnjici, mal ste se vmes praskali, pa ste v lov gledali, pa kradli čas. Še zlasti danes, ker lahko vsak dober kapitalist, to je tisti, ki ima veliko kapitala, vam naštima software, ali pa vam preprosto kamera pripelje noter v pisarno, pa reče tako. Vsako minuto, ko noč del vzame, jaz bom pa itak to videl, ker imam kamero, ti bom odštel od plače. Ali pa vam naštimajo software na računalnik, ki bo beležil vsako tipko, ki ste jo pritisnili. Ti posluži ura tipka, ki so včeraj pritisnil ob 10:25:04, pa ni bila zame. Se bila pa privat. Kako pa ti to veš? Kapital ve vse. Okay? Mi pa nič. Mi pa v glavnem nič, ja. Nam pa daje, zasipavajo z iluzijami, podobami, slikcami, mi si pa pošiljamo drugemu po Twitterju, pa sončke, pa muce, pa sončne zahode, pa smajlije, pa prizore z včerajšnje rojstnodnevne zabave, kakšno torto sem danes, lepa pošlje. Ja, ok, malo moramo tudi ironični biti sami do sebe, ne? Mi smo hlapci. A pa nekateri, znamo pa tudi malo misliti, nismo že. Torej, kaj je ta druga? Niti treba pa pomeni prostor za tvojo željo. Prvi nadjaz ne upošteva tvoje želje. Zapravi, ali bo svojo željo prilagodil temu imperativu, ali boš pa umrl. Če povzamem. Druga oblika nadjaza pravi, niti treba, lahko pa narediš to, kar želiš. Partizanom nihče ni rekel, da morajo v gmajno. Tale izkušnja, ki je tukaj opisana, ni nastala zato, ker je nekomu nekdo ukazal. Tole nastane spontano. Tale zapis, ki sem ga prebral na začetku, se rodi v človeku, ne zato, ker je nekdo ukazal, ampak zato, ker je človek sam od sebe, samega sebe, spravil v to posebno stanje, v katerem je najprej začutil, kaj je prav in kaj ni. Seveda, kasneje je lahko o tem tudi napisal pesem, lahko je tudi ni napisal, lahko je napisal kaj drugega, lahko je napisal esej, roman, karkoli, ali pa ne, se ni pomembno. Na začetku je pomemben ta intuitiven občutek, ki je nezmotljiv. Ko ga imam, kratko malo vem, kaj je prav in kaj bom naredil. Zakaj? Zato, ker jaz tako želim. Moja želja je pa v osnovi, Freudovo razmišljajo o naravi človekove želje, v osnovi je človekova želja po svobodi. Ne po materialnih dobrinah, po denarju, po ne vem čem, čeprav je tudi to do določene mere se treba imeti in je fajn, da imamo in bla 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 in bla bla bla, itak. Ampak v osnovi je želja še vedno želja po svobodi. Po tem, da živim v svetu, recimo danes, v katerem mi ni treba. Ne vem kaj vse, mene vse čas masirajo, ker imam tale telefon, itak je od ščerke, ker je meni crk, ne pomnila ona svojega. Me masirajo, zakaj nimam pametnega telefona. In mi rečejo, da bi ga moral imeti. In ko jim jaz rečem, da mi ni treba ga imeti, me seveda gledajo, kot da je z mano nekaj narobe. Zastopati danes
nadjaz, ki pravi, ni mi treba, lahko se tako odločim, če hočem, ni mi pa treba. Če to zastopate danes, ste kot partizan. Kaj pa je s tem narobe? Ni dovolj dober potrošnik, premalo zapravlja, noče imeti pametnega telefona, ti da nima vročine. Okay. Zdaj pa, če sem minil, na mojem tem telefonu piše, da je. Hvala za vašo pozornost in prijaznost in vse drugo. Hvala lepa. Hvala za vaše mnenje. Naslednjič bomo nadaljevali. Sej tale cikl ima naslov Hej brigade. To ni Ja, bo še tega. Bo še.